Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljoš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Nič ne bo iz tega. Tako je ljubljanski župan komentiral včerajšnje hišne preiskave pri najožjih družinskih članih. Glede na malodane brezštevilne izkušnje, ki jih s tem ima, mu gre kar verjeti. Ponavadi so namreč vrhunec postopkov ravno televizijski posnetki hišnih preiskav. Potem gre pa samo še navzdol. Sedaj pa se lotimo 59. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, iz česa so sanje, kaj sanjamo in zakaj. Vas je kdaj zanimalo, zakaj se vam je nekaj samo sanjalo? Danes boste dobili odgovor. Kaj sanjamo in zakaj, nam bo povedal naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, dobrodošel. Lep pozdrav. Zdaj na začetku moramo verjetno povedati, mogoče tudi razočarati kakšnega gledalca, da ti ne boš zdaj iz kakšne knjige sanj nam predaval kakšne babice, ne? Ne, to so populistične knjige, ki so šle takoj v pokoj, ko je Freud izdal to interpretacijo sanj, čeprav zdaj še vedno neki poskušajo znanje in slovar simbolov francoska avtorja. Jaz sem celo kupil v smislu, da bom kaj od Junga not pametnega prebral. To ni, to ljudje ne smejo, se zavozlajo, če to uporabljajo. To mora nek izkušen, bi rekel, psihoanalitik, ki se spozna na interpretacijo sanj, mora se dalj časa z nekom pogovarjati, poznati mora obnašanje psihe, potem pa lahko se loti, bi rekel, interpretacije sanj, oziroma boljše, če tistega, ki sanja, sanjavca, poduči, kako sanje delujejo, potem si mora pa tako rekoč sam sanjalec poskušati sam razvozlati te svoje sanje, ne, ob pomoči pa vodenju tega analitika. Je pa tako, da ta Freudova šola, interpretacija sanj ni edina v psihoanalizi, obstajajo tudi druge, ne? Ja, seveda Jungova obstaja, meni se Jung ne dopade, oziroma pač to, kot ga jaz poznam, ga pa kar dosti poznam, vem, da je zašel, se tudi skregal s Freudom, sta se razšla, bila sicer v dobri navezi, šla v Ameriko, tam 1909. leta, prenesla s tem, Freud je rekel, nosimo jim kugo, pa ne ve, misel, kaj jim prinašamo s to psihoanalizo. Pa se točno ne ve, zakaj je to tako oblikoval ta stavek, kaj je zdaj ta kuga, nekaj dobrega ali kaj, nalezljivega ali kaj. Bil je pa Jung zraven, spal je v prvem razredu, ker je imel premožno ženo, Freud pa pač v navadnem razredu. Posta se pa razšla ravno zaradi tega, ker je Freud očital to neko parapsihološkost, pa te neke arhetipske zadeve Jungu, tudi interpretacijo sanj je Jung čisto drugače zastavil in sta se pač razšla. Čeprav sta se spoštovala, tudi delala na podoben način, tudi ko se še nista spoznala, je delal Jung metodo prostih asociacij, podobno kot je Freud razlagal interpretacijo sanj, skozi metodo prostih asociacij tistega, ki sanja. Ja. Oba dva sta pa kar velikana, ampak Jung bistveno manj kot Freud. Mogoče bomo kdaj še kakšnega Jungovca prepričali, da pride njihovo teorijo razložiti, ampak danes interpretacija sanj po Freudu. Zdaj, Roman, v šoli se spomnim, ko so nas učili, so nam pač to medicinsko razlago prodajali, ne? Se pravi, mi spimo, možgani tam še nekaj delajo, nekaj procesirajo to, kar se nam je čez dan dogajalo. Je to se kaj dotika tudi tega, kar ti raziskuješ, ali je to povsem druga stvar? Laično, tako na prvo žogo, mi sanjamo stanke dneva, ampak to je zgolj manifestni material, ki ga pa moramo pravilno prevesti, razvozlati moramo zadevo, ne. V teh teoretskih detaljih je pač po Freudu tako, da človekov duševni aparat večinoma, ker govorimo o psihičnih nadražilcih, oziroma tisti, zaradi katerih se sanjajo, so psihični momenti, čeprav imamo tudi neke organske, pa recimo, če nekoga udariš, po vratu, bo imel občutek, da ga je komar pičil v vrat, ali pa kaj takega, ali pa da giljotina, da mu pade. Se pravi, mi lahko nekomu spustimo mehanski vzrok in sanja,
nekaj v povezavi s tem vzrokom, ki se zgodi med sanjami, med spanjem se sanje potem obnašajo po tem dražilcu. Sicer je pa v ozadju psihični vzrok večinoma in Freud je rekel, da glede na to, da človeka obvladuje načelo ugodja, da je to želja, ne. Se pravi, želimo si nekaj tako zelo, da potem to željo sanjamo. Ampak imamo pa cenzor okrog leta 1900, oziroma pred letom 1900, ko so te sanje išle, interpretacija sanj, Freud ni operiral izrazov nadjaz, ne, je govoril o cenzuri. Zaradi cenzure sanj se sanje popačijo in manifestna raven, se pravi tisti elementi sanj, ki jih sanjamo, so čisto nekaj drugega, kar je resnica sanj. Latentne misli sanj so bistvene in so povezane z načelom ugodja oziroma z željo, bolj konkretno bi pa še rekel z nezavedno željo. Nezavedna želja je, bi rekel, še upgradena, se pravi bolj kompleksna, bolj zakomplicirana kot zavestna želja. Ampak tudi zavestne želje, recimo kaj pubertetniki sanjajo, te punce, nekaj bi se šli, intenzivno sanjajo in potem se jim pa torej intenzivno razmišljajo, dnevno sanjarijo, fantazirajo, razvijajo te, bi rekel, samozadovoljevalne ročne spretnosti, sanjajo pa potem, da igrajo košarko ali pa fuzbal, ali pa da se z vlakom vozijo v predor, ali pa tam vstopajo v neko votlino, ne, kar bi pomenilo na simbolno nezavedni ravni ta koitus, ne, se pravi spolna združitev. Se pravi, mi... ampak ko si že ravno omenil, ne, Roman, lahko pa tudi spolno sanjaš, ne, nekateri celo baje lahko tako spolni vrhunec doživijo. Ok, sej polucija, to je spolni izliv pri fantih, se navadno zgodi, lahko v simbolnih sanjah, ne, jaz se spomnim teh simbolnih sanj, ko sem doživel to polucijo in sem bil toliko zbegan, ne, ampak tam sem jaz padal v neko lukno noter, ne. Tam je bila še ena punca in jaz sem tisto lukno padal, ki je bila simbol vagine. To jaz zdaj vem, ampak tih sanj sem si jaz takrat zapomnil. Ne, lahko pa sanjajo pubertetniki predvsem, ampak tudi recimo zaporniki sanjajo transparentno željo, da so na svobodi. Otroci do 4. leta, tam, dokler ne razrešijo Edipovega kompleksa, ko se jim ta nadjaz okrepi, ta cenzura, ne, oni sanjajo kar manifestne sanje, podobno v skladu z željo. Ne, tako kot Freud je rekel, kura sanja proso, svinja žir, pes kost, ne. Se pravi, pubertetniki imajo kar včasih kar erotične sanje in se kar jim nekaj dogaja, zelo seksualnega in v teh sanjah pa ni nič simbolike, ne. Tudi neki, kaj vem, bi rekel, politiki po moji presoji morajo kar transparentno sanjati, da zmagujejo na volitvah ali pa kaj podobnega. Ne, to je značilno načeloma za otroke in tem sanjam se reče infantilne sanje, če jih ima odrasel. Ampak odrasel načeloma ima pa zakodirane sanje, ki jih moramo razvozlati, da bi vedeli, kaj sanjamo. Bomo mogoče o tem, kaj sanjajo politiki, še v drugem delu oddaje. Zdaj me pa tole zanima, Roman. Zdaj mi, ko sanjamo, se nam to zdi, da je pač resnično, ne? Ampak ko se zbudimo, se ne spomnimo dobro, kaj se nam je sanjalo, takrat pa vemo pač, da to ni več resnično. Zakaj gre to pravzaprav? Torej, če se sanj spomnimo, je fajn, da jih, če bi radi z teh sanj kaj naredili, jih moramo prekvalificirati v drug tip spomina. Mi se moramo v bistvu tistega prvega spomina na sanje moramo povoziti z drugim tipom spominjanja. Ne? In to nov tip spominjanja nam ohrani sanje tudi čez dan v zavesti in se lahko poglabljamo in se iz teh sanj lahko tudi, če simboliko sanj razvozlamo, tudi kaj naučimo. Ne? Pozabljamo pa tudi zaradi tega, ker je na delu cenzura sanj. Ne? Se pravi, ne samo, da sanjamo popačene sanje zaradi vpliva cenzure nadjaza in potem to pridejo manifestne sanje, popolna neka nepomembna brklarija, ne? Nekdo, ki se s to brklarijo, se pravi neko manifestno formo ukvarja, ta stran meče čas pa energijo. Ne? Sanje je treba prevesti. Pozabimo jih pa zato, ker tudi v procesu spominjanja deluje ta cenzura, deluje ta nadjaz. Ne? Pa še nekomu, ki sanje niso
pomembne, na to z nekim posmehom gledam na tiste nepomembne, čudne sanje, se mi nekaj čudnega sanjal in takoj pozabi. Za njega je to nepomembno. Pozabimo pa tudi zato, ker pač to ni vrednota za večina ljudi in če sanje nimajo repa pa glavo, tako da so smiselne, to sploh pozabimo, ne? Ker ne znajo razvozlati sanje. A je možno, da v sanjah dobimo kakšno idejo? Je ta povezava lahko močna, da pol, ko se zbudimo, da še vemo točno to, kar se nam je sanjalo in s tem skladno Zdaj, bom rekel, jaz mislim, da so dobili celo nekateri Nobelovo nagrado za sanje, oziroma za sanje. Oni so bili čez dan znanstveniki. Zdaj, celo, če me spomin ne vara, zgradba atoma, s katero se je nekdo ukvarjal, to je bilo enih 100 let nazaj. On je sanjal zgradbo atoma in si je sanje zapisal in potem ugotovil, da je v sanjah, njegovi možgani so delovali tudi v sanjah in je pogruntil rešitev, ki jo je potem pač elaboriral v nek znanstveni koncept in zato dobil Nobelovo nagrado. Se pravi, jaz tudi, ko sanjam, recimo, največkrat, kadar jaz sanjam gimnastiko, ne, pač vem, da sanjam svoje pacientke. Recimo, če sem jaz trener v sanjah, ne, sanjam svoje težke primere, največkrat na bradlji, ker je največ vragolitev možno delati in vem, da to sanjam pacientke, ker sem bil v ženski gimnastiki. Če pa sanjam lastno telovadbo, ker sem pa tudi bil kar dosti dober, pa vem, spomnim se enih sanj, sem na konju z ročajo delal takšne vragolije, sam sebi nisem mogel verjeti. Ker sem se pa zbudil, sem pa ugotovil, da moj miselni koncept, ki je psihoanaliza, je konkurenčen tudi recimo v faktorju, kadar tematiziramo recimo COVID ali pa politično situacijo. Tako da sanje so simbolne percepcijnih razvozlav. Freud je pa sanjal recimo arheologijo. To je pa kopanje po nezavednem. Ne? In kadar je sanjal arheologijo, je vedel, da sanja psihoanalizo, ker je bil kot otrok izredno navdušen nad arheologijo. Potem je te dnevne ostanke oziroma spomin uporabljal za to, da je sanjal psihoanalizo in tudi koncept nezavednega je tako rekoč skozi sanje, ki so postale kraljevska pot do nezavednega, je dokončno razumel. Nezavedno se da razumeti skozi sanje. Ker nekaj stvari sva dala ven za prežvečati, tako da predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kaj sanjamo in zakaj. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami je še vedno Roman Vodeb, pogovarjava pa se o tem, zakaj oziroma kaj sanjamo in zakaj. Roman, nekaj si na začetku že omenil, da tudi politiki sanjajo, pa me zdaj zanima, ker smo ravno imeli v uvodu, pa je spet aktualen, kdaj pa ni, če se malo pohecava, Zoran Janković, ljubljanski župan. Zdaj ima pač te hišne preiskave, zdaj najprej, ko pride novica hišne preiskave, rečemo, ok, spet Zoki, ampak zdaj vidimo, ni Zoki, je celo soproga, pa mislim, da sin, pa njegova soproga, skratka ožji družinski člani. V čem recimo en politik tipa Zoran Janković sanja? Ja, izpolnitev želje, ki pa ni to neko smer farmacevtsko, se pravi, po mojem pri Jankoviću je pa zelo toliko zagustilo, toliko tečnarjenja je okoli njega. Ko sem tuhto, če bi me slučajno kaj od teh politikih vprašal, sem sam pri sebi tako na tuhto, kaj bi sanjali. Pa sem za Jankovića rekel, da zagotovo ima neke lucidne sanje, se pravi, da sanja, da ima hišno preiskavo. In pa ne more verjeti, ker se ne more zbuditi, pa se pa šipa veličko, da je zbud se. Sanje so sanje. Ker to je rekel, neka nočna mora. Mislim, ne bom rekel, da se to pretirava. Meni je v redu, da če kdo ima neke grehe, da to je kazensko preganjano. Pri njem je pa, mislim, meni se kot ljubitelj športa se mi meni smili, ker je Stožice pač vendarle naredil, toliko teh športnih rezultatov je vezanih na Stožice. Verjamem pa, da imajo taki tipi nekih alfa samcev, pa glede na to, da vem, kako ima to z otroštva ven, da te posebne moralne razsodnosti nimajo, da iščejo luknje v zakonih in težko jih je pol tudi preganjati in po moje
neke nočne more z naslova pač tega preganjanja. Ne. Čeprav Freud je rekel, recimo, da ima tudi nočne more v svojem jedru skrito neko nezavedno željo. Ne. Se pravi, nezavedna želja Jankoviča bi bila, da so to samo nočne more, da so to sanje, da to ni res. Ne. Se pravi, spet me preganjajo, spet so prišli, to so sanje, dej izbudi se. Ne. V resnici pa pol ne more zbuditi, ali se pa, ker v nočnih morah se pa človek zbudi. Zdaj, ko si rekel alfa samec, ne, ampak alfa samci verjetno tudi sanjajo, da so alfa samci v sanjah, ali v sanjah niso alfa samci? V sanjah je marsikdo zelo, rekel, prepotent. Ne. Nekdo, ki nima močne samozavesti, to je vezano na ego. Ne, pa če je mogoče preveč moralno razsoden, se pravi cenzura, sanj, nadjaz, je pa vendarle angliško, ta živalskost, tako tam v sanjah pohotna, tako da mogoče nimajo manifestnih sanj seksualnih zaradi nadjaza, recimo alfa samci je tudi tisti, ki ima nadjaz, ali pa še posebej tisti, ki ima nadjaz. Se pravi, njegove sanje morajo brati ovinek, so popačene, kot je rekel Freud, dobijo skozi to manifestno formo krinko, fasado, latentne misli sna so pa zelo, ne bom rekel pokvarjene, agresivne pa seksualne, ne? Ker pokvarjenost je koncept moralnosti, to smo si privzgojili. Ne? Zdaj pa če imajo alfa samci urejeno seksualno življenje, ne, potem torej v sanjah bo mogoče sanjal kaj drugega kot to realno seksualnost, ki se mu dejansko že dogaja. Ne. Tistim, ki so pa tako bolj, rekel, na suhem, ne, se pravi, ki nima nekega urejenega sex life, imajo pa non-stop seksualne sanje. Ne. Alfa samci načeloma pa toliko teh ponudb, da si upajo marsikaj udejaniti. So pa ženske, ne, ki imajo izredno seksualne sanje, ker ženska načeloma se seksualno ne more riniti v ospredje, ona nastavi tisto svojo lepoto, potem mora pa rekel, moški to opaziti in biti prodirajoč, on mora tam fehtati. Ženska je pa pasivna. Tako da ženske sanje bi znale, oziroma so, ker tudi jaz preučujem te sanje, so v bistvu bolj seksualne kot moške, ne? Ker ženska ni penetrirajoča, ne rine v budnosti, karakterno se bolj nastavlja, seksualnost ima pa hiper razvito. Ne? In ta seksualnost ven vseka ravno v sanjah, tudi ženske imajo nadjaz in te sanje zakodirajo skozi pač delo sanj v te manifestne forme. Čeprav moram reči, da se ženske v sanjah kar razigrajo, tudi erotike imajo, ne, tudi z istim spolom, ne, to v sanjah to se hitro zaližejo. Ne, moški to recimo ne bo nikoli z eno lepo sanjal, da ima nek homoerotiko. Ne. Pa če bi to imel, bi bilo to treba dešifrirati, imeti v ozadju neko drugo željo zaznati, zakaj je bila neka erotika homoseksualne narave. Ženske imajo pa bistveno več te homoseksualne oziroma lezbičnih sanj, zato ker so imele kot deklice dober ali pa harmonični, ljubeč, erotični odnos s svojo mamo, ki je istega spola. Ne. Freud je tudi poudarjal, da ljudje sanjamo tako rekoč vsebino našega otroštva. Ne. In tam, če imamo neke travme ali pa neke stvari zelo pomembne in jih vsak ima, veliko sanj v bistvu sanjamo za nazaj in so povezane s tem libidinalnim trikotnikom oče, mamica, otrok. Tam recimo ženske imajo bistveno bolj erotičen odnos, torej sploh erotičen odnos s svojo mamo, zato so marsikatere ženske sanje v odraslosti tudi manifestno erotične. Marsikaj erotičnega se v manifestnih sanjah pri ženskah dogaja. A ženske sanjajo o sanjskih moških, recimo imamo resničnostni šov Sanjski moški, a ženske dejansko sanjajo o takem moškem, kot je recimo v teh resničnostnih šovih nek sanjski moški in potem tista dekleta tam si izbira pač eno... Ne, jaz vam rekel, sanje, če že imajo manifestno seksualno vsebino, so bistveno bolj pohotne, ne. Tam ni zdaj nek lepotec, tam neki boža, ne, tam ima kar, rekel, kar dost močne orgije, ne, rekel, kar
sadomazo, ne, se pravi, torej moška moč, ne morete nek podsukran lepotec tam neko agresivno seksualnost zvajati, ker mu ne pritiče tam podsukran na televiziji in se ženska tako na zavestni ravni tudi zaradi Nadjaza predstavlja neko erotiko, neko božanje, ne, ker je Nadjaz pa sram na delu. V sanjah pa tega ni. Je brez zavor, praviš. Brez zavor, ok, zavora so cenzura, ampak skozi to cenzuro se pa vidi tam, da sanja, kaj pa vem, jahanje ne na konju, ne na oslu, na slonu, ki ima pa šerilec, ne, se pravi, ima latentno hoto lahko izredno, ali pa da ima samoroga v sanjah, je bil samorog, sem ga jahala, tisti rog tam na glavi od konja je izredno faličen. Vemo, kaj simbolizira. Ja. Zakaj pa recimo sanjamo spolnost z nekom, ki nam v budnem stanju ni privlačen? Kaj pa to pomeni? Zato, ker je mogoče pa to... Ta ženska, recimo, če moški to sanja, je zgoščena, se pravi, premesti se želja po seksualnosti z neko lepotico. Zdaj, če človek misli, da recimo ni konkurenčen, da jo težko dobi, ker pač ni čist formalno alfa samec, potem ta glavno žensko, s katero bi v resnici nekaj imel, premeščeno jo zmiksa. Tem se reče zgostitev po Freudu, v neko drugo osebo, ki je mogoče znana oseba, mogoče pa ena čist neznana. Ampak v ozadju še vedno neka želja, torej erotična želja, zmiksanje se pa zgodilo, ohranila se je asociativna vez na žensko, na lepotico, ima znake te lepotice, je pa čisto ena druga. Zato, ker cenzura pač opravi svoje, ker lahko se zgodi, da je ta lepotica, recimo, punca najboljšega prijatelja, ta cenzura pa ne psti tega. Je pa treba premestiti v drugo osebo in pa se zgodi to zmiksanje, zgostitev in za tega pol človek lahko, moški sanja, pač neko, rekel, celo grdo žensko. Ja. Če se malo še vrnemo k politikom, a recimo Tanja Fajon sanja uspeh na volitvah in kako se v sanjah njenih, recimo, bi se ta uspeh na volitvah manifestiral? Bi to bile sanje o uspehu na volitvah ali bi spet prišlo na nek prenos, na neko projekcijo, na kaj drugega? Zagotovo, mislim, sem tuhto. Sam da me za Tanjo vprašal, ker sem rekel, Tanja pa, mislim, pa v sanjah je clja, ne, ker ima tak čuden priimek, ne. Faktor pa Fajon, ne. In če bi tam v sanjah jecala, bi bila zagotovo pač seksualne sanje bi bile. Pa tako bom rekel, večina politikov sanja, da bi bila ponovno izvoljena, oziroma pri Tanji je verjetno tam, da je ustoličena za kraljico, ne. Je postala, ne vem, kraljica. Skratka, neke dnevne ostanke, neke želje se odkejo na simbolni ravni, ne, mogoče bi pa plezala, ne vem, na Triglav, ne, ker je Triglav simbol slovenstva. Recimo Janša bi pa plezal na Mont Blanc, ne, in to, rekel, s kurcem v navezi, ki se mu je dol padel po vzhodni steni, pa Mont Blanc bi bil pa Panonski nižini. Na vrh Mont Blanca bi bil pa križ na Aljaževem stolpu, ne. Kar bi pomenilo, recimo, da je Mont Blanc simbol Evropske unije, vrha, gor bi bila von der Leyenova, ne, ampak vendarle prihaja na vrh, vzhod je tukaj Poljska, simbol je križ, Panonska nižina pa simbol recimo pa Madžarske, ne, pa recimo Orbana, ne. Tako bi bilo recimo Janševe sanje, potem, da osvoji Evropo na en pozitiven način, ne, se jo osvaja, ne, tako na tak način se sanje zakodirajo in se izpolni neka nezavedna želja, oziroma zavestna. To sem te hotel vprašati, Janša v teh sanjah pripleza na vrh ali ne? Ali se mu kaj zelo... Torej, jaz bi rekel, da pleza na vrh, Kurz mu je omahnil, vmes je pa dnevni ostanek, je pa ta, da ona dva sta pa res plezala pa na Triglav, ne, to je pa ta ostanek, plezanje na eno goro pomeni simbol vrha. In zdaj predsedujemo Evropski uniji, največja gora v Evropi je Mont Blanc, ne, in gre na vrh, ne, in v bistvu je sej... Pa pride na vrh, pride čisto do vrha. Zdaj, jaz bi rekel, če sanja, da je pod vrhom, no,
pa da tistega kurca ima na Da ga mislim, kurc dol Sebastian. vleče. Sej, da pojasniva gledalkam in gledalcem, da ne bo Sebastian. nesporazuma, to je bivši avstrijski kancler. Ja, zato, ker on je bil tudi nesporazuma, kjer kurc ga zdaj dol vleče. v tej konzervativni ravni je bil, Ja, ne, ja. pa vzhodni blok. Poletje je bil pri nas na dopustu in sta z Janšo plezali. Ja. Želim povedati, da politiki, ne vem, če imajo manifestne, te top politiki, manifestne seksualne sanje, ampak pol sanje potem, da pridejo, da se politično profilirajo v vrh neke, bodisi ali lokalne oziroma slovenske politike, zdaj v tem primeru Janša bi se rekel pa evropske politike, pa Tanja Fajon, mislim pa tangira tolo predsedniško mesto na naslednjih volitvah, ne, tam se ona tudi želi biti neka kraljica. In v to smer bi mogoče bile neke sanje, ne. Zdaj Recimo, kaj ti še tole povem, sem tuhtu, kaj bi kaj Šarec sanjal, on pa nastopa. Človek, ki je najbolj zanimiv, recimo, jaz bi rekel, da nastopa kaj pa on sanja? v filmu, ko so zombiji, ne, se pravi, ko mrtveci oživijo, ne, ker zdaj on je politično mrtev. In potem Hitchcock to režira in potem ta Hitchcock je tudi ptiče, recimo, režiral, ne, pa se mu pa golo poserje na glavo. Ja, pa to dobesedno, ne. Ja, in to z malo, on pa išče puško tam v koruzi, da bi ga ustrelil. Kam je odvrgal, pa je ne najde. Glinastega goloba, ne, mislim, to so pol nočne more v primerjavi s tem, kar drugi je on bolj nočne more. A ti še za Luko Meseca povem? Ja, dej, si še v formi, ne. Zanima nas za vse, ne. Lej, cela tale, poslanska skupina Levice, te bi bili pa vsi ubešeni, ali pa oni mislijo, da nastopajo pa v telem filmu, Peter Pan, so vsi neki mladci, ne. Kapitan Hook jih pa z dvem kavlam lovi, ne enim, ampak dvema, kavl je pa J, ne, kavl ima J, Janez Janša, in oni hoče tisti kavl poravnati, ne. In pa se pstijo celo tam ubes, ne. So zmasakrirani, ker hoče tisti J poravnati, ne. A je tako? V to smer bi vse neke simbolne sanje. To so pa že kar nočne more, ja. Ampak veš, kaj me zanima, Roman, pogosto za kakšnega človeka rečemo, ki je zelo uspešen, recimo v tem, kar dela, v svoji dejavnosti, da živi svoje sanje. Kaj pa te, ki živijo svoje sanje, potem sanjajo? Torej želja ima izmuzljiv status, ne. Ko človek realizira željo, zgubi ta želja status želje. Ne? Želja ima status, to ni tisto. Ne? Se pravi, vsak ima željo in tisti razvajenci, ki imajo vse želje tako rekoč izpolnjene, sanjajo pač neke druge želje. Zagotovo ima, ravno zato, ker je želja izmuzljiva, se v psihičnem aparatu vzpostavi nov tip želje. Mogoče želja po pomoči revnim, recimo, ne? Ker v tem iščejo smisel, ne? In potem tisti, ki ima izpolnjene vse želje, pa vidi, da ni srečen in če je čuječen, recimo razmišlja in ugotovi, da ga dobrota osrečuje, ne? In mogoče potem sanja, recimo, da s helikoptera meče denar, ne? Po formuli helikopterskega denarja. Ker torej revni ljudje, to je tudi Freud izpostavljal, ne, v enih svojih vic in njegov odnos do nezavednega in v sanjah, da so ljudje bogati, premožni, nesrečni, zato ker gledajo reveže. Ne. Pride revež, pa kje si se najde, zdaj moram pa trpeti, zdaj si mi pa porušil srečo, ker si mi pokazal, da si reven. Ne. Ja. Se pravi, tudi bogataši imajo svoje tihe želje, ki so mogoče postale z leti celo plemenite. Veš, kaj me še zanima, recimo Aleksander Čeferin, ne? Zdaj, ki je preprečil to Superligo, premagal te najbogatejše klube oziroma njihove lastnike, on sanjal, da je dal zmagoviti gol v 90 minuti finala svetovnega prvenstva, ali kako se to pa skozi sanje njegove manifestirane? Ta nočna mora, to, kar je imel, ko je te prizemljiv te alfa samce. Nočna mora pri belem dnevu, ja. To ni bilo tako enostavno. Po mojem psihično je bilo kar naporno. No, z tega vidika bi ga jaz spoštoval, ne. Mnogi so ga, recimo, šimfali, jaz ga nisem nič šimfal, tudi ko se je videl v politiki ali pa smo ga videli. Za povprečnega navijača je po moje evropskega je to, kar je naredil, mislim, bi se mi vsi postavili na to. Tako je, več od tega ni. V tem rangu je bil Janez Kocijančič, ko je bil na olimpijskem tem mednarodnem nivoju, smučarska zveza pa tako naprej. Največ je Čeferin naredil, treba ga je spoštovati, ampak zdaj, da bi Čeferinove sanje analiziral, ali pa katerekoli sanje kakega moškega, bi mogel vedeti, kakšen ima sex life.
kako ima tam pošlihtano. Ne? Ker Ja, mnogi... no, zdaj, to, kar ti praviš za politike, verjetno velja tudi za Čeferina. On verjetno pa tip zgleda v redu, tudi je uspešen, ima neko karizmo, ima moč, ima denar, verjetno ponudbe mu ne manjka. On verjetno ne sanja toliko o tem, bolj to vidi vsak dan, ne? To že, jaz bi rekel, ima pa močnega očeta in lahko, da ima močen nadjaz. Zdaj, tile alfa samca pridejo... Moralni imperativ zgleda, da ima kar močen, ne? Glede na to, da se je uprl, ker zadnjič sem poslušal en intervju z njim na tuji televiziji, ne? In je razlagal, da so tudi njemu ponudili neke blazno visoke zneske, če bi pristal na to Superligo, pa ni pristal, ne? No, recimo, jaz bom rekel, ti pravniki, načeloma, saj so mnogi tudi pokvarjeni, ampak načeloma nekdo, ki je srcem pravnik, ki mu to pravo nekaj pomeni, pa da ima še močnega očeta, ki ga je pravilno porazil v tej ojdipalni fazi, se mu inštanca nadjaza vzpostavi zelo suvereno. In potem so taki moški lahko pa kar zvesti možje v teh zakonskih zvezah in je zna biti lojalen, recimo, svoji ženi. Ker ve, imajo pa tudi te alfa samci, ki prihajajo tudi k meni, mu enkrat, dvakrat, trikrat ni ostal. Pol pa četrtič se raje ubije, kot da doživi erektilno disfunkcijo tam z neko seks bombo. In kako jim ti pol pomagaš? Eden od teh, ki se ni mogel pomagati, pa je skozi varov, mislim, zdaj je pokojni, ga je pa kap zadela srčni infarkt, ker je varal in ni mogel nehati varati in prišel k meni. Infarkt ga je pa doživel pred otroci in ženo. Jaz sem mu toplo priporočal, naj tega ne počne, zato ker se je hotel tega losati, ampak je pa Oedipo kompleks naspol razrešil, oziroma ni ga razrešil. In je pohota vedno zmagala. Zdaj z njim se nisva pogovarjala o sanjah, ampak prišel je s to težavo, da se ne more žensko braniti. In potem čez par let pa vidim, da je pa umrl in potem se pozanimal, kako infarkt na srcu kap, kaj je ta infarkt, pred družino, ker ni mogel nehati varati. Zdaj mnogi moralni moški si pa tega ne privoščijo, tudi zaradi tega, ker so enkrat to poskušali in pa tale nadjaz organ ni po koncu spravo. Se pa to zgodi moškemu, pa sem še šus v glavo. Ja, razumem. Ampak da še malo svoj piskrček pristavim, recimo meni se je dostikrat sanjalo v matematiki, potem, ko nisem imel več matematike v šoli, da pridem v šolo, pa nič ne znam, ali pa celo leto nisem dobil nobene ocene in zdaj kar konc leta in kaj bom zdaj naredil in tako naprej. Kaj pa to pomeni, recimo? Tvoj spomin uporablja dnevne dogodke ali pa dogodke iz tvojega življenja zato, da razrešuje nek problem aktualni, ki ga imaš ti trenutno v svojem življenju. In vsak ima v enem svojem obdobju neke probleme, razimo karierne, v službi. Nerešljiv problem, se šef zamenja, mene mara, jaz bom dobil odpoved, sanjaš matematiko, ki jo nisi naredil. Ali pa družinski problem, recimo dva se ločujeta, začne sanjati, ne vem, v pravu, najtežji izpit, recimo, ne vem, rimsko pravo. Zato, ker ima nerešljiv problem v realnosti in potem, da reši ta problem v realnosti, koncipira sanje, v katerih pa nastopa recimo matematika, ki je simbol težave, ali pa recimo pravniki rimsko pravo. Kaj vem, jaz se spomnim, če bi jaz to sanjal, pa nisem, bi tam nek kineziologijo, metodologijo kineziologije, nek čuk bil. Ja, nekaj najhujšega. Nekaj najhujšega. Če imaš ti najhujše probleme v realnem življenju in to skozi ponavljaš, zato ker ta problem ne zgine. In sanje so se naučile, delo sanj se je naučilo, katere manifestne vsebine uporabi, da realizira tisto nezavedno željo, ki pa je izvleči se iz te krize. Je pa nekaj neroman, da pač ti, ko se zbudiš iz takih nekih hudih sanj ali pa tako recimo neprijetnih, neko olajšanje nastopi, ko ugotoviš, da so sam sanje. Ampak tvoj realen problem pa ne zgine, ne? Ja, to je res, realen problem ti meri... A je to pa neka terapija v bistvu telesa človekove duševnosti, da ker realen problem ustraja, da saj v sanjah dobiš pol neko to, kako bi rekel, ali pa ko se zbudiš, dobiš to neko potešitev, kakor sej bo, sej pa to so sam sanje. Ja, sej veliko teh stvari gre enih drugemu in se ene stvari poklopijo. Ena je prišla k meni, mi govori, da ima že en teden noč ne more, kače sanja non-stop, non-stop. Ampak ona je imela v budnem stanju fobijo pred kačami. Kača je simbol moškega spolnega organa. In ko sem prečekiral, če je tam kak, bi rekel po domač povedano, fuk fehtar nadleguje, ni bilo to. Ampak je uporabila dnevni ostanek, ki je fobija,
Zato, da je odsanjala tisto glavno fobijo, ki je imela, ker ni mogla zanost. 10 let ni mogla zanost. Ne? In potem ona je prišla meni za nočnih mor in ko sem jaz z besedo to predstavil, vedel sem pa, da imaš problem z zanositvijo, sva se midva pogovarjala o zanositvi. Pa češ, da je to v glavi, da mora popucati ene stvari v povezavi z razmišljanjem o zanositvi in potem bojo nočne more zginile. In ko sem se pogovarjal o tej zanositvi, ko sem jo pomiril, da to se bo, vse pride, samo psiho mora umiriti, mi takoj poročala, en teden že nimam nočnih mor. En teden ni imela nočnih mor, ker sva predelala problem. Ne? Skozi sanje se je problem izkazal. Tako da psihoterapija oziroma psihoanaliza kot terapevtska metoda je zdravljenje z besedo. Treba se pogovarjati. In ko se človek pogovarja, razreši en problem, se mu tudi sanje pretransformirajo, če ima recimo nočne more. Treba je razrešiti problem. Treba je pa detektirati ta problem. Nekateri so tako zmedeni, da še ne ve, kaj ga muči. Ne, en pride k meni, tip mi ne ostane. Ne? Ja, sem rekel, imate službo? Ne, sem jo zgubil. Sem rekel, lejte, erektivno funkcijo imate, disfunkcijo začasno, ko boste dobili nazaj prihodek oziroma službo, se bo ta organ po koncu postavil. In rekel, a mislite? Sem rekel, jaz imam glavo za to, da vem, tako bo. In se je to tudi zgodilo, se pravi, je dobil službo, spet bil normalno potenten. Imel je pa tudi nočne more. Ampak ti recimo tudi hipnotiziraš, ne? A se da ljudem skozi hipnozo nekaj usaditi, da pol mislijo, da se jim je to sanjalo, pa na tak način kakšno stvar? Seveda se da. Sej, jaz sem recimo sanje 20 let nazaj proučeval skozi hipnozo in zato, da sem pol razumel sanje, pa preveril Freudove koncepte, sem sugeriral sanje in sem rekel, sanjala boš recimo erotične sanje, ne? In jih bo znala simbolno razložiti. Ne? In vse to je pol držal, lahko bi pa sugeriral, ne sam sanje sugeriral, jaz bi potvarjal lahko realnost, jaz bi lahko naselil v nekoga s hipnozo lažen spomin. Ne? In to so že delali eksperimente, ne? Ko so slišali umor, 3 strele, ne? V resnici je bil pa sam en naboj so najdel. Mogoče so kak odmev slišali, ne? In potem pa hipnotizer dokazal, da obstaja lažen spomin, da se lahko spomin preformulira, predrugači, ampak z zelo sugestibilnimi ljudmi, teh je pa 5% ali pa 10%. Tako da s hipnozo se da marsikaj, tudi sanje se da sugerirati ali pa nočne more razvozlati, anulirati, tako da saj da spijo normalno ljudje po noč. Se to še zadnje vprašanje, Roman, preden končava za danes. Je kvaliteta spanca povezana tudi s tem, koliko sanjamo? Ja, to je pa zdaj ta fora, namreč Freud je trdil, da so sanje varuh spanja, kar do neke mere drži. Namreč tudi navaja primer, kako je otrok sanjal, ne, da se je zbudil, se oblekel, šel v šolo, ne, tam je bil vprašan, pa tako naprej. V resnici pa spal, sanjal šolo, zato in zaspal šolo, ne? Ampak sanjal je šolo zato, da je lahko ohranil spanje. On je še kar naprej spal, ker se je bal šole. Da je po koncu, pa v resnici ni bil po koncu. Ja, on je mislil, da je buden, v resnici pa sanjal tako, da je mirno spal naprej, vse sem v šoli. Ne? Ampak Lacan je pa drugo zgodbo upeljal in tam je meni bliže. Ne? Kot ujetniki načela ugodja, mi v bistvu moramo spati zato, da sanjamo. Ne? Kar pomeni, da niso zdaj sanje, ker varuh spanja, ne spimo kar tako, spimo zato, da sanjamo, ne? Je rekel Lacan. Ne? Ker ko mi sanjamo, smo pomirjeni in se fino naspimo, če se nam v sanjah realizira želja. To je Lacanovo preinterpretacija Freuda. Sva prišla do zaključka, tako da gledalke, gledalci, če boste danes ponoči sanjali Faktor, ni s tem nič narobe. Magister Roman Vodeb, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje, pojasnila. To je bil o sanjah že 663. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kam bomo dali dodatnih 300 milijonov evrov za znanost. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.